Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh in energijski ekspert za zdravljenje partnerstva. Danes bom odgovoril na eno zelo pomembno vprašanje. Kako najti pravega partnerja? Kako najti pravega partnerja, da dejansko potem ni nekih presenečenj? Ker dostikrat dobimo vprašanje, ok, razumem, ampak v bistvu, ko se na začetku spoznava, ne moreva se o vsem pogovarjati, ne moreva dejansko predvideti, kako bo partner odreagiral, kaj se bo potem pokazalo. Saj vsi vemo, ko nekaj časa živiš z neko osebo, potem se lahko marsikaj zgodi. Seveda lahko pač partnerja daš na neko testno vožnjo, preživiš neko obdobje z njim in tako naprej. Ampak v bistvu, glejte, dejansko zelo pomemben je pristop. Prvo vprašanje, ki se tukaj pojavlja oziroma ki se ga moramo vprašati, kaj tukaj iščemo? Kakšnega partnerja iščete? Ogromno ljudi oziroma večina ljudi išče partnerja, ki ne kadi, partnerja, ki se ukvarja s športom, partnerja, ki, ne vem, hočete 3-krat na teden hoče seksati, partnerja, ki hoče iti v gore, partnerja, ki vzgaja otroke, ne vem, na tak način in tako naprej. Ampak to je dejansko so neke navade, to so neke lastnosti, katerih dejansko je skoraj nemogoče, da jih predvidimo. Glejte, v poslovnem svetu se v zadnjem času, bom rekel, bistveno bolj, ko se išče, pač govorimo o tem, ko iščemo nove sodelavce, mogoče v Sloveniji ta zadeva še ni toliko prisotna, ampak v tujini dejansko večina pač velikih podjetij za pomembna delovna mesta zaposlujejo glede na karakter, glede na vrednote, in šele potem glede na sposobnosti. Ker vsi vedo, da sposobnosti se da razviti, karakterja se zelo težko spremeniš karakter. In podoben pristop imamo lahko tukaj v partnerstvu. Če vi namesto, da iščete nekoga, ki rad hodi v gore, ok, seveda pač to je pomembno, ali pa na morje, ali pa rad to dela in tako naprej, je pač veganec in pač je vegansko hrano, ne kadi kakorkoli, ampak da dejansko vaš pristop je, kakšen karakter želim imeti, kakšne vrednote, kakšna prepričanja. Ker poglejte, ko v bistvu najdeš karakter, ki je na nekem nivoju, da se dve osebi z nekim karakterjem, da dejansko pač način, kako gleda na življenje, način, kako doživlja, kako odreagira, se vse ostale stvari lahko dogovoriš, vse ostale stvari lahko uskladiš, jih splaniraš. To pomeni, ko ti veš, da za nekoga je vrednota, da je osebna rast, recimo osebna vrednota, recimo, da je bom rekel, neka moja želja, moja mantra je, da želim v partnerstvu ustvariti okolje, kjer dejansko bova imela čudovito partnerstvo in bova delala čudovite izkušnje. To pomeni, karkoli se zgodi, se potem vprašam, ok, želim imeti čudovito partnerstvo, želim, da se čudovito počutiva, da sva srečna. Pač te vrednote so meni pomembne. In potem avtomatsko, ko pride do neke debate, ko pač je neko, ali bo po moje, ali bi to naredila tako in tako, se vprašam, ok, kje so zdaj najine vrednote? Kaj je tisto, kar je dejansko moja vizija? Kakšna prepričanja me vodijo? Kaj je za mene pomembno? In če želim, da se imamo čudovito, če si želim, da sva srečna, seveda pač to pomeni, da vsak posameznik je srečen, potem je absolutno drugačen pristop in bo bistveno hitreje in avtomatsko našel neko skupno pot, neko skupno usmeritev, skupno vizijo. To pomeni, ko iščete partnerja, ne glejte na to, ali pač želi 5-krat iti na Šmarno goro, 3-krat na morje in tako naprej. Ampak dejansko, kakšno ima vizijo, kakšno ima karakter, kakšne ima vrednote. Ker potem dejansko bistveno lažje prideš skupaj, bistveno lažje ustvariš, kakšno partnerstvo si želi. Se nima veze, ali grem jaz na kolo, ona gre pa pač plavati.
Ok, tukaj se bo uskladila. Ampak v bistvu vprašanje je, kakšno partnerstvo si pa ti želiš. In ko dejansko imamo neko skupno vizijo, kakšno partnerstvo si želiva, ne, in dva takšna, bom rekel, karakterja, ne, potem je vse mogoče. Zagotovo bistveno boljša garancija za neko dolgo, čudovito, srečno neko partnerstvo, vezo, odnos. To je bilo pač par misli, ki sem želel podeliti z vami. Upam, da je bilo uporabno. Naročite se na YouTube kanal, če se še niste, všečkajte Facebook stran. Pač želim deliti čim bolj uporabne, konkretne nasvete, brez neke teorije. Tako da želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti in do naslednjič.